реально можем гледать на ситуацию, да, сезона больше, kot bilo lansko leto. Druga pozicija, to je dober rezultat. Manjka nam samo enega koraka na lestvici. No, če gledam na ekipo, to na 90% zamenjali ekipo. To je dvignuli gor kvalitetu ekipe, novi strokovni štab, novi trener in pa vse skupaj imamo novi rezultat. No, med sezonom neki tekmi jasno, da bili mogoče ekipa izgledala iz vidika navijačev tako nezanimivo, ampak na koncu trener zrihtal to, kot od njega mi vsi čakamo. Da? On zrihtal tu ekipu, zrihtal ekipu igralno in iz tega vidika moram samo zahvaliti trenera, da naredili rezultat. Jaz mislim, njegov ogromen vložek v tot rezultat, kateri trenutno imamo. No, ta turbulencija, za katero smo že govorili, da, to za vsako ekipo slabo. Jasno, da boljše, da je neka stabilna situacija v ekipi glede postaji, da, glede kadra in ekipa in strokovni štab potrebuje čas, da vsi prilagodijo, da je neki bo jasno, kaj hoče trener, to vse potrebuje čas. In tot rezultat, kateri ekipa na koncu, kot mi imamo drugo pozicijo, to je še prehitro smo to dobili. In naprej hočem biti bolj stabilni, bolj mirni, brez kakšnih revolucij v kadru in v strokovnem štabu, da bi to kot to je temelj, kateri je zrihtan trenutno, da z njim gradili bi naprej. To hočem. Jesen, da, bila tak po eni strani bilo jasno, da mi smo boljši kot lansko leto, ampak glede na ekipo, glede na to, kot ekipa izgleda, bili vrhunski tekmi. Ampak neki bili resni luknji in bilo jasno, da neki manjka nam na kakšnih pozicijah igralcev in iz tega vidika te ukrepitve, kateri bili po zimi, jaz mislim, to je bilo resna odločitev, da in dobra selekcija zimska in to je na koncu vse, to je vse dalo to rezultat, tu preneslo tu stabilnost, katera je pomembno in katero potrebuješ za zmage. To, kot mi govorim, da za trenutno imamo v ekipi tih temeljnih, ne vem, če to pravilna beseda, ampak tih temeljnih igralcev. Izkušnih igralcev, kateri znajo okus zmage in zraven njih hočem, da bi rasli ti mladi fanti. Ja pripričan, da lahko i mladi fanti in mlada ekipa lahko tudi bo zmagovalna ekipa.
На koncu koncev, kot cel je bil prvak, 3 leta prej, ekipa bila zelo mlada. In bila mlada, tam, poprečni bil 22 let stari fanti. Pomembno, trenutno velika razlika je med vsakim igralcem v njegovem mentalnem statusu. Iz tega, tako gledaš, neki mladi igralci že dozorili in pripravljeni, da trenirajo, pripravljeni na profesionalni način dela. A neki drugi potrebujejo več časa za to, da bi biti tako mentalno sigurnim, mentalno samozaveznim in stabilnim. In mogoče mladim igralcem manjka stabilnosti in to moraš to pričakovati, moraš to vse računati. To je tak normalni športski del ekipe in jaz trenutno strokovni štab to zna delati in iz tega vidika imamo rezultat. Da, strinjam s tem, da zmaga nad Muro je zelo pomembna bila tudi ni samo glede na lestvico, ampak tudi iz psihološkega vidika in smo v celoti vsa ekipa in klub in mi smo tudi, da zahvaljujemo vašu i PR ekipu za to što vsi mi skupaj potrudili za to, da bi ni samo enajsterica, a u celoti klub bil pripravljen i šel na resno šel na zmagu v tej tekmi. Iz tega naprej izgledamo drugače. Ja vedno samozavezan, samo da hočem, da bi to i bilo i u fantov tudi, da bi oni slučajno na dopustu ne izgubili to zmagovalni ritm. To je zelo pomembno in hočem, da bi to ritem ostal in celje i navijači vsi čakamo evropski pokali, da bi pogledati kje smo na evropskom nivoju in to bo zanimivo. Vabim na stadion, prosim, da pridete, bom pogledali vsi skupaj, kako bi to šlo. No, to za mene je znak, da to ekipa nadjeluje v resnoj smeri. In računam vsakega, res vsakega iz fantov, zahvaljujem jim, da bili i na gostujočih tekmah in to že res imeli občutje in fanti imajo tudi občutje, da imamo navijači, da mogoče neki je razmišljanje o tega, da Celje ni to nogometno mesto, govorijo tam vsi naši oponenti, da mi smo ni nogometaši, ampak trenutno nogometno mesto Celje, danes nogometno mesto. Po eni strani napredujem, res da bilo, ampak kot na koncu četvrti na lestvici, meni je to žal. To što med sezonom bila situacija da razmišljali da moram zmagati. Selekcionirali, imamo res dobrih fantov v teh selekcijah v 17, v 19. Ampak akademija to ni to samo selekcija. In trenutno tot rezultat, kateri
на лестниці, то могоче ще некий аванс за то, як resno izgleda situacija v akademiji. Veliko dela nam še predstoji, da glede na strokovni štab, na strokovni kader v akademiji. In z tega vidika, to kot trenutno je v akademiji, po eni strani mogoče, da imamo kader, imamo zmagi, imamo dobrih fantov, ampak vidim še luknje, vidim še to, kot moram popraviti, in zato ogromno pripravljen delati. Imam želje, da to vse popravim tudi. No, pomembno, če moja hči tudi treniruje. Trend nogometa evropskega, svetovnega, da deklice bo pridruženi do nogometa, in moram tudi v toj smeri potruditi. Normalno, če tekmovanje evropski, ženski, polni stadioni na finalu evropskih pokalov, in to govori za to, da kmalu to pride in v Slovenijo tudi. Moram biti pripravljen za to, in to prvi korake, ampak to le prvi korake. Bomo napredovali in vabim, da pridete, pogledajte, kako to je, in punčki zelo lepo izgleda na terenu. Imajo neki posebni svoji barvi, rozi, in to je punčki, ampak to je nogomet. Da, to v Sloveniji to izgleda drugače kot v Rusiji. Meni čudno to, kot klubi tak neki včasih med sabo kregajo, ampak po eni strani, če to del kakšnega nekega medijskega razvoja, da neki povabiš preko tega navijači na tribunu, to normalno pomeni, izgleda, da neki klubi med sabo kako konkurirajo na koncu koncev, ampak meni ne všeč, kako to neki posebni vprašanje, da to je kriv, to je slab, to je pomeni, ni to korektno, zato što moraš prvo gledati na svoju državu in da zrihtati tam red, da bi, če v tebe red, to nikto v tebe ne vzame igralca in ne boš ti z njim, če igralec zadovoljen v tvoji ekipi, kdo bo ukradel? Nikto, in to je brezvezni pogovori, da po mojem bolj da koncentrirujem na nogometu, na razvoj, na skupnem razvoju nogometa, da klubi lahko sodelujejo med sabo na normalni način, da bi povabiti navijači na tribunu. To je osnovna naloga vodji kluba, a ni da kdo tam neki kakšne neumnosti govori za drugih. Iz tega vidika ne boš boljši. Mi edina lestvica, in če mi imamo, če tako gledaš, da kdo govori, da mu je slaba ekipa, a ne more nas zmagati, to kakšna vaša ekipa, če vi ne. To brezvezni pogovori, jaz mislim, to je mora biti nogomet, nogomet mora biti več kot, na večjem nivoju kot posebni ambiciji. To je mogoče nekdo pozabil. Prva naloga, da shranim to, kot imamo. Balans v ekipi trenutno je,
екіпа ігральна. Окей, видно манка, видно ясно, да тренер хоче, да було би ще веч, стрінем. Тоді жалім, да би ще було ще більше. Ампак перва налога, да можемо оставити то, кот є. Ін натанчно дати в екіпу ще ене, два, три, могоче, какшне, да, ресних ігральців. Даби не було той турбулентності, за яку ми говорили прей. Не мам часу, да рушим і по новій градимо, да. Не мамо через некі 40-50 дан помемти вже текмування. Можемо бути приправлені. Вем, да, бо сте спрашивали, как же новый укрепитель, бо пришли. Рез тренутно не вем. Говорим едним, другим, третьими игральцами, которые повабили у цели, ампак шеле зачаток, ще не старт трансферного окна урядно, ще некі первенство ще напредує в других державах, і не стега відіка, да, тежко тренутно, тежко данес, говорим, да рест некий, хто прийде. Всі причекуємо, видно, змагу, всякі техніки. Имamo trenutno v ekipi izkušnih fantov, kateri imajo izkus in skupnega dela evropskih tekmovanj. In to je pomeni ogromni plus. Jaz upam, da ti fanti bo vodja mladih in bom probali čim daljše iti gor у тих європейських покалах. То помені одні з найбільш zanimivих догодків у ногомету. Ну, видно ціль, як граємо ногомет, да змагаємо. Маємо другу позицію на лестниці, ніч посебно не хочемо, саму одну позицію, то это. Друга нас не займає. Ні, ще покал. Покал туди, да, жал, да, мы сгубили заднюю сезон, а потом пробовали в последнюю сезону, дабы были навяче задовольны, инцеляне все скупой.